Člani Športne zveze občine Slovenska Bistrica so se pretekli torek sešli na redni letni skupščini. Skupščine so se udeležili predstavniki 30 od 48 športnih društev in klubov, ki so prisluhnili poročilom o delu Športne zveze za leto 2023 in potrdili program dela in finančni načrt za leto 2024. Na današnji seji skupščine Športne zveze občine Slovenska Bistrica smo najprej razpravljali o tem, kakšno delo smo opravili v lanskem letu, v letu 2023 in pripravili načrte za leto 2024, ki smo ga že začeli z športnikom leta, ki je bilo v Viteški dvorani Slovenska Bistrica. Sledijo še številne aktivnosti, kar se tiče priprave športne oziroma spletne strani Športne zveze občine Slovenska Bistrica, sodelovanje z osnovnimi šolami oziroma športnimi pedagogi v osnovnih šolah in pa gospodarstvom, za katerega želimo, da pokriva tudi del stroškov pri razvoju športa v občini in športne infrastrukture v občini Slovenska Bistrica. Seveda so še druge aktivnosti. V mesecu septembru imamo športni vikend, že tradicionalni del. V čast občinskega praznika bo v začetku aprila turnir v malem nogometu, kjer se delujejo različni družbeni dejavniki v občini, od policije, vojske, športnikov, športnih delavcev in pa ostali, ki so tukaj vključeni. In jaz verjamem, da bomo te zadeve uspešno tudi naredili. In drugo, kar je, v letošnjem letu pričakujemo tudi številne druge športne prireditve, med drugim tudi kolesarski vzpon na Tri kralje, v katerem bo Športna zveza skupaj z Zavodom za šport in občino aktivno sodelovala. In pričakujemo tudi mednarodni teniški turnir v občini Slovenska Bistrica, ki bo v okviru te spletne zadeve Teniške zveze Slovenije in bo nekje izvajan v mesecu avgustu. Zraven tega je leto še olimpijsko leto, pomeni, da prihaja v Bistrico tudi olimpijska plamenica, prihaja teden mladih v športu in vseh te aktivnosti bojo kar na nek način so vplivali na dejavnost Športne zveze. Seveda ne smemo pozabiti tudi na naše klube in društva. Jaz verjamem, da tako od tekmovalnih športov, ki jih imamo v občini, kot seveda tudi do rekreacije v vseh starostnih skupinah, da bo tudi v letošnjem letu ta zadeva potekala v skladu z nekim svojim načrtom in da bomo stvari izpeljali v dobro, kar si želimo. V prvi vrsti potegniti čim več mladih na športne objekte in pa tudi vse starejše skupine, ki na nek način se rekreirajo v svoje dobro. Seje se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, ki je predstavil nadaljnje načrte glede urejanja športne infrastrukture v občini. Najprej bi rekel to, da imamo mi v Slovenski Bistrici izjemno široko paleto športov in da gre res priznanje tudi vsem športnim delavcem, ki na koncu tudi svojim prostovoljnim delom skrbijo za to, da ti športi živijo, skratka, da so ti objekti, ki so do zdaj bili zgrajeni in je kar nekaj bilo, polni. Zdaj seveda se načrtuje nadaljnje vlaganje v športne objekte, kar zadeva investicije v prihodnjem. V tem trenutku pripravljamo investicije v nadaljnjo obnovo športnega parka, tukaj v Slovenski Bistrici, torej v obnovo tega centra borilnih športov in pa ureditve in povezavi z tem tudi obnovo centralnega igrišča nogometnega in seveda atletskih objektov, ki so ob tem. In nenazadnje seveda tudi dvorana za tenis je potrebna obnove. Tako da ob teh objektih, ki so tukaj v Slovenski Bistrici, je še kar nekaj dela, res pa je, da imamo kar nekaj dela še ostane tudi po objektih po ostalih krajih. Treba se le zavedati, da treba skrbeti na nek način za ta enakomeren razvoj in ob zavedanju seveda, da je infrastruktura tisti osnovni predpogoj, da se lahko športi dejansko tudi razvijajo. In jaz sem seveda vesel, da je ta nabor športa, da so objekti zapolnjeni. Jaz vedno rečem to, da je zelo pomembno, da mi odtegnemo tudi mlade, najmlajše od te digitalne navlake v analogni svet športa. Poglejte, veliko ste vložili v te infrastrukturne objekte v Slovenski Bistrici, verjetno pa godi tudi podatek, da imamo športni center, kjer se dogodki dogajajo torej iz ene strani, kar v druge športe predaljuje v posameznem športnem parku. Verjetno vam to tudi godi in nekako je v takšne infrastrukturne objekte potem tudi potrebno vlagati.
Ja, ne, seveda, gledajte, na eni strani treba seveda držati vse te objekte v neki kondiciji, ne. Na drugi strani pa, kot sem že omenil, najbolj pomembno ob vsem tem je to, da so objekti polni, da živijo, da se seveda stvari dogajajo in nenazadnje se to tudi odraža tudi v rezultatih naših športnikov. Nenazadnje v preteklosti smo imeli kar nekaj tudi olimpijcev, verjamem, da bo verjetno tudi tako v letošnjem letu, v olimpijskih igrah v Parizu, ker seveda so tudi ti vrhunski rezultati, ki naši športniki dosegajo, na nek način najboljša promocija za šport je najboljša promocija tudi zato, da mladi verjetno še lažje se pridružijo kateremu od športov, ki so pri nas prisotni. Bistrci pa tako rekoč lahko najdete šport, ki ga želite trenirati, ne nazadnje tudi kolesarstvo ali pa skakalni šport, če že to povežemo zdaj z zadnjimi dogodki v Planici, je pri nas prisoten.